Nizkocenovne letalske družbe ponujajo cenovno ugodne lete, ki so manj udobni, brez dodatnih storitev ali dodatkov, ki bi bili že vključeni v ceno. Potnik lahko doplača preseženo težo prtljage, hrano, pijačo, položaj sedeža, prednostno vkrcanje in drugo. Kadar pride na letališču do zapletov, ima vsak potnik svoje pravice. Za pomoč se lahko obrnete na Evropski potrošniški center, ki se nahaja na Frankopanski ulici 5 v Ljubljani. Lahko pa jim pišete na elektronski naslov epc@epc.si. S pomočjo slišeče osebe pa tudi preko telefonske številke 01 432 30 35, kjer vam bodo pomagali brezplačno. Iz letališča Ljubljana letita trenutno dva nizkocenovna prevoznika, in sicer EasyJet in Wizz Air. EasyJet leti vsak dan iz Ljubljane do Londona, London Stansted letališče, in pa Wizz Air trikrat tedensko London Luton in dvakrat tedensko bruseljski Charleroi. Pri nizkocenovni prevozniki potnik lahko kupi karto preko spleta, v našem primeru tudi na letališču Ljubljana. Imamo sales desk, kjer prodajamo vozovnice. Oni so tisti, ki želijo delati posel preko interneta. Tako da potniki lahko kupijo vozovnico in jim tudi mi svetujemo, da je boljše, da jo kupijo preko internetne spletne strani, ker je tudi ceneje. Letališča nizkocenovnih letalskih prevoznikov so običajno bolj oddaljena od mest, zaradi tega, ker pač nizkocenovni letalski prevozniki znižujejo svoje stroške tudi na tak način, da letijo na manj atraktivna in zato tudi cenejša letališča. Nizkocenovni prevoznik od točke A do B. Ne to, kar ima recimo redni prevozniki, ki imajo connection lete. Ljudje velikokrat mislijo, da je letenje z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki tudi slabše, vendar temu ni tako. Zgodnejši nakup karte je velikokrat tudi cenejši, čeprav v nekaterih primerih, ko letalski prevoznik ne uspe prodati vseh kart, lahko pride do zelo ugodnih ponudb tudi tik pred odhodom.
Okolikor pa preseže teh 20 kg ali vizerovih 32 kg, pa je potrebno doplačilo za vsak kilogram posebej. Če vam letalski prevoznik izgubi prtljago, se takoj obrnite na pristojno osebo na letališču in zahtevajte zapisnik o izgubljeni prtljagi. Ker bodo zaradi izgubljene prtljage potrebni dodatni nakupi, verjetno boste morali kupiti oblačila, predmete za osebno nego, vam svetujemo, da shranite račune in jih nato pošljete letalskemu prevozniku. V primeru, da vam letalski prevoznik poškoduje prtljago, se ravno tako obrnite takoj na letališču na kontaktno osebo letalskega prevoznika in zahtevajte zapisnik o poškodbah. Varnost pri prtljagi je zelo stroga na letališču. Potniki ne smejo imeti v ročni prtljagi tekočin več kot 100 ml in nevarnih predmetov. Seveda prtljage ne smejo puščati na letališču brez nadzora.
Če boste imeli v ročni prtljagi nevarne predmete, kot so palice, vžigalniki, večje količine tekočin in ostalo, jih boste morali pustiti na letališču. Svetujemo vam, da te shranite v prtljago, ki jo oddate ob prijavi na let. V primeru, ko letalo zamuja več kot 2 uri, imate namreč pravico od letalskega prevoznika zahtevati, da vam zagotovi prehrano. V primeru, da morate na drug let počakati tudi čez noč, vam je letalski prevoznik dolžan plačati tudi prenočišče. V primeru, ko je let odpovedan, pa se lahko sami odločite, ali od letalskega prevoznika zahtevate, da vam zagotovi drug let oziroma drug način prevoza v kraj, kamor ste namenjeni, ali pa da si uredite prevoz po svoje in od letalskega prevoznika zahtevate vračilo denarja za vozovnico. Pomembno je tudi, da v primeru, ko letalski prevoznik ne more dokazati, da je bil let odpovedan zaradi okoliščin, na katere ni imel vpliva, na primer v primeru odpovedi leta zaradi slabega vremena, vam je dolžan izplačati tudi odškodnino, ki pa je odvisna od dolžine leta. Ta se giblje od 250 evrov do 600 evrov. Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, naj si pred potovanjem zagotovimo kopijo osebnega dokumenta ali potnega lista in ga shranimo ločeno od prtljage. Poskrbimo za dodatno zavarovanje in si izpišimo številko bančne kartice, za primer, če jo izgubimo ali nam jo ukradejo. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.